Si pripravljen na novo dobo televizije? Predstavljava IGTV. Živijo, dobrodošla v novi oddaji Point Out Weekly. Danes sva spet skupaj z Zoranom in na sporedu je že kar 66. oddaja. In z Zoranom bova danes govorila o tem, kaj je IGTV in kako ga lahko uporabi zase ali pa za tvoje podjetje. Če oddajo spremljaš v podcast obliki, se hitro priklopni na njo. Drugače pa danes smo tudi live na Instagramu. Zakaj? Zaradi tega, ker mislim, da je ena zelo primerna oddaja ravno za Instagram live stream. Ja, danes govoriva o IGTV-u. To je nova, dajmo reči, kar aplikacija, ki jo je naredil Instagram, in sicer za gledanje videov, predvsem v vertikalni obliki. Obstaja pa tudi kot neka dodatna funkcionalnost znotraj kar Instagrama. Opazil boš, da se tako zgori zdaj pojavi neko sporočilo, da je neka znamka, ki ji slediš, ali pa nekomu, ki slediš, da je zdaj nekaj objavil na IGTV-u. Ok, v čem se IGTV razlikuje od ostalih podobnih video platform, se sigurno sprašuješ. In prvo sem že prej omenil, to je, da so videi v vertikalni obliki. Se pravi, tako kakor primarno uporabljamo mobilni telefon, ga tako držimo, in seveda tudi videe tako gledamo. Potem, kaj je še drugače, je to, da za razliko od recimo YouTubea ne temelji toliko na temu search efektu, oziroma ne temelji toliko na iskanju. Ne, se vemo, ko greš na YouTube, moraš nekaj poiskati, da bi gledal. Saj ti da tudi priporočila, ampak sigurno niso toliko naravna, kakor to počne IGTV. Že takoj, ko se priklopiš, to je tudi ena izmed stvari, v katerih je drugačen, že takoj, ko se priklopiš, se dejansko začne predvajati nek video in je v tem zelo podoben televiziji. Takoj, ko jo prižgeš, je nek kanal, nekaj, kar gledaš, kar si imel običajno zadnje prižgano, in zelo podobno je tudi pri IGTV-u, zato tudi ne nazadnje tak ime. Kar je tudi drugačno od recimo Snapchata, je to, da vsak je lahko kreator, vsak je lahko ustvarjalec, vsak lahko objavi svoje videe na IGTV-u. Tako da to, bi imel še ti kaj za dodati, Nejc? Ja, prej, ko si primeril to razliko med ostalimi kanali, se pravi, IGTV se lahko, tako kot si že nakazal, zelo primerja s televizijo. Se pravi, IGTV ima kanale in je v osnovi zelo podoben temu namenu, kar nam provajda televizija. In tukaj je zelo zanimivo, zakaj je šel tudi Instagram v to smer. Zaradi tega, ker online občinstvo vedno bolj postaja podobno temu občinstvu, ki trenutno gleda TV. Se pravi, v osnovi se bo tudi v onlineu TV v drugačni obliki seveda razvil. In kar je za IGTV tudi značilno, ko enkrat ga odpremo, lahko to tam izberamo med različnimi razdelki. In sicer eden izmed takih razdelkov je For You, potem kjer IGTV predlaga vsebino glede na algoritem, glede na to, kar tebe zanima, oziroma kar algoritem ve o tebi in ti na podlagi tega predlaga. Potem je na podlagi tvojega followinga, se pravi ljudem, blagovnim znamkam, ki slediš. Potem pa še glede na popularnosti vsebine in tudi razdelek za continue watching, se pravi nekaj, kar si že začel gledati, ampak nisi dokončal, in lahko potem ponovno klikneš na to in gledaš naprej. In ravno to, kar si omenil, se mi zdi ta najbolj, dajmo reči, pomemben del IGTV-ja, da dejansko res sam poišče vsebine, ki bi bile tebi more biti zanimive. Ok, zakaj je Instagram pravzaprav to začel? Zakaj se je lotil tega področja? Vemo, da je Instagram začel kot ena zelo preprosta aplikacija, kjer smo v bistvu delili fotografije, dali čez en filter, zato da so izgledale malo lepše, in to je bilo to.
Res je tudi, da takrat, ko je Instagram nastal, mogoče še mobilni telefoni niso bili toliko razviti, ni bilo toliko poudarka na video vsebinah, niso bile toliko dobre kamere, ne nazadnje, tudi nismo imeli omrežja toliko močnega, danes imamo 3G, pa 4G, pa 5G in tako naprej. 3G je že bil takrat, seveda, ampak 4G še ni bil. Tako da vse to seveda pripomore k temu, da je zdaj mogoče res ta pravi čas za Instagram. Ne nazadnje se pa tudi uporabniki če dalje bolj več časa preživljajo na mobilnem telefonu kot napravi, kjer se na nek način, kako bi temu rekel, imajo entertainment. Se pravi, ne bom rekel ravno zabavajo, ker ni vse v tem, ampak imajo neke dodatne vsebine, s katerimi si kratijo čas. Za komu je tudi mogoče bolj primeren, oziroma za koga je IGTV, to, kar je Nejc prej omenil, predvsem za milenice in pa še bolj najstnike, to je tiste, ki danes v bistvu na nek način zavračajo televizijo, ker preživljajo na mobilnem telefonu večino svojega časa. In če vemo, to je tudi nek efekt, ki se je zgodovino ne nazadnje zgodil tudi že pri TV-ju. En podatek so zbrskala, da je 1930 v Ameriki 65% vseh ljudi, se pravi populacije, je šlo vsaj enkrat na teden v kino. In potem, ko je prišla televizija, ko so dejansko ljudje lahko te vsebine tudi nekako gledali v svoji dnevni sobi, se je to drastično zmanjšalo in nekako tudi trend gre v tej smeri, da se podobno zdaj dogaja s televizijo. Tako je, in kar si že prej nakazal pa omenil, jaz se velikokrat z mladimi pogovarjam, tako, ne vem, 15-20 letniki, in ko jih vprašaš, katera družbena omrežja uporabljajo, je najpogostejši odgovor ravno Instagram in YouTube. In ko delamo to primerjavo s TV-jem, ja, pač milenici danes ne gledajo več TV-ja, ampak izkoriščajo oziroma uporabljajo pa Instagram in YouTube za gledanje videov. In zaradi tega se tudi YouTube vedno bolj dviga in ima določeno populacijo na splošno generalnega prebivalstva, ampak vedno večjo tudi v milenicih. In enak korak želi narediti tudi tukaj Instagram, zato je lansiral to, ker bo na nek način s tem tudi konkuriral YouTube-u. Ja, zanimivo je, da je že dost drugih platform tudi želeli nekako v konkurenco z YouTubeom, da je sam za primer Vimeo, pa Twitch in tako dalje, in nihče do zdaj zares ni uspel. Tako da, kaj je tisto, kar bi bilo drugačno pri IGTV-ju, mogoče res ta vertikalna oblika, mogoče tudi to, da grejo res bolj podobni televiziji, za razliko od ostalih. Tako da, če bo IGTV, jaz mislim, da mogoče primata res ne bo prevzel, ker je tudi YouTube, temu rečejo Američani, too big to fail. Ampak sigurno, če pa želi odščipati mogoče večji del občinstva, mora imeti neke ljudi, se pravi influencerje, ki bodo mladim zanimive. In ne nazadnje, za mlade danes influencerji predstavljajo primarni vir informacij, novic, novosti, ki se dogajajo, nasvetov, priporočil za nakupe in tako dalje. Mislim, da so to že omenili, ampak bom še enkrat povedal, zaradi tega, ker toliko delava tudi razliko z YouTubeom. In sicer, poleg te vertikalnosti je ful pomemben tudi vidik, da se na IGTV-ju zadeve začnejo instantno predvajati. Tako mislim, da si to ti na začetku povedal. In te dve glavni razliki, vertikalnost pa instantnost predvajanja, sta ključni. In bomo videli, kaj se bo zgodil, ker, tako kot si rekel, res zahaja s tem Instagram lahko tudi v malo nevarne vode oziroma direktno konkurira z YouTubeom, ampak je še vsem drugačna dinamika in drugačen tip vsebine. Zaradi tega, ker tudi predikcija je, da bodo vertikalne vsebine oziroma pokončni videe bolj naravna oblika konzumacije video vsebin v prihodnosti, oziroma so tudi že, saj danes že skoraj vsi delajo storije, tako da in vsi smo navajeni pač imeti telefon v pokončni obliki. Mogoče, ker zdaj govoriva o tej pokončnosti, bi tudi to omenil, da se kakšno zadevo, ker smo tudi že mi to probali, tudi na IGTV-ju pofejkati, se pravi, lahko še vedno objavimo horizontalni video, ampak ga samo tako
uploadamo in potem uporabnika s tem motiviramo, ker video ne bo videl dobro v pokončni obliki, da bo sam obrnil telefon in tako ga gledal tudi v vertikali. Mislim, to ni najboljši način, ker primarno Instagram želi, da je vse v pokončni obliki, ampak morda lahko v tem kratkoročnem obdobju, če že imaš video vsebine, ki so bile narejene v horizontalni obliki 16:9, tudi uporabiš direktno, da malo testiraš platformo, kako se obnese, da ti ni preveč napora, da zdaj moramo pa za IGTV nekaj narediti, pa gre za to čas. Ne, dajte uporabiti tisto vsebino, ki jo že imate, samo malo se znajte in jo reciklirate tudi preko IGTV. Ja, ravno ko to omenjaš, je tudi velja poudariti, da dejansko trenutne vsebine še niso tisto pravi TV, ni ta pravih oddaj. Za enkrat zaslediti so neke seveda svetle izjeme, mogoče bova še pol kasneje kako omenila. In trenutno še vse videi so mogoče, zelo velikih je pod minuto ali pa okrog 1 minute, kar ni namen te platforme. Vsekakor pa to, kar je Nejc povedal, glede na to, da trenutno je fajn biti prisoten tam, kjer še ni neke večje konkurence, na IGTV-ju jo trenutno, saj v Sloveniji še ni, je fajn saj izkoristiti, če že do zdaj imamo neke vsebine. Ne nazadnje, Instagram ima na svetu že 1 milijardo uporabnikov, v Sloveniji nas je že skoraj 500 000 in ker nas je toliko veliko, to postaja čedalje bolj pomembna platforma, že zdaj je njena pomembnost izredno velika in sigurno ni za zanemariti tudi to, da začnemo čim prej ustvarjati neke vsebine prilagojene za IGTV. Ja, o tem tudi mi dva veliko govoriva. Pojdite svojo blagovno znamko tja, pa bodite hitri, kjer ni zasičenosti. Tako da tudi mi, na primer, testiramo trenutno z našim podjetjem, kako pa kaj lahko naredimo z IGTV-jem. Ker vedno je dobro začeti hiter, pa na to pa se prilagajati. Ker, tako kot je Zoran rekel, trenutno ni še posebej razvitih vsebin za IGTV. In to bo tudi prišlo z razvojem vsega. Najprej bodo blagovne znamke mogli videti, kaj se da vse narediti in potem bodo začele tudi razvijati. Tako da v bistvu je zdaj tudi najboljši čas, da blagovne znamke oziroma ti malo potestiraš te zadeve in se lotiš. In jaz sem že videl kar nekaj influencerjev, ki so hitro skočili, so pogledali, kaj IGTV omogoča, so preverjali, koliko impressionov oziroma dosega lahko z videom dosežejo in tako naprej. Ja, pa dajva vseeno mogoče par primerov, kdo pa se je še posebej dobro prilagodil IGTV-ju. Naprimer, pred kratkim je dal Mashable zelo zanimiv video ven, katerega si lahko pogledaš na njihovem Instagram profilu oziroma IGTV kanalu. Potem National Geographic ima posebne oddaje prilagojene IGTV-ju, tudi The Economist sem že videl, pa ne nazadnje, če si bolj športnik, to moram omeniti, zaradi tega, ker vedno pohvalim klub, za katerega tudi sam navijam, Real Madrid ima odlične vsebine tako na Instagramu, kot tudi zdaj ima neke 3-4 videe tudi na IGTV-ju, pa da omenim še tudi druge, da ne bom sam svoje to poudaril. Manchester City si lahko tudi pogledaš kot primer dobre prakse. A moj za klub, ki navija, ima že te vsebine? Ne vem, za katerega pa navijaš, Nejc. Malo sem se mogel pošaliti. Nimam nekega kluba, za katerega navijam. Sem te malo preveril. Cool. A sva povedala tudi, koliko časa, koliko so videi lahko dolgi na IGTV-ju, ali sva to pozabila? Mislim, da nisva povedala, tako da dajva še to povedati. Se pravi, daljši morajo biti od 1 minute. Na Instagramu so lahko dolgi do 1 minute, IGTV je se pravi minuta ali več. In pa vse tja do 60 minut, se pravi do 1 ure. Če pa ravno začenjaš, pa je tudi neka začasna omejitev, to je 10 minut, če se namotim. Tako da videi, verjetno, če boš šele začel, bojo zate omejeni na 10 minut, sicer pa 1 ura. Še mogoče kak nasvet, kaj, ko se tega lotiš, kaj je tisto, kar je pomembno. 1 ura oziroma vsaj 10 minut ti da več prostora za ta storytelling. In to je res pomembno, da čim več vključuješ neke svoje zgodbe, da se bolj povežeš z uporabniki, s tistimi, ki te gledajo in nekako izoblikuješ svoje vsebine v tem smislu. In pa ne nazadnje, to je mobilni TV.
Torej se pričakuje, da bodo tudi v prihodnosti nastajale neke oddaje in zakaj ne bi mogoče ti tudi razmišljal o neki spletni oddaji. Cool. To je to. Mislim, da smo pokrili vse, ne? Tako da hvala, ker si bil z nama. Če imaš kakršnokoli vprašanje glede IGTV-ja, čisto možno, da sva kaj tudi izpustila, nama napiši v komentar in bova z veseljem odgovorila. Naslednjič oziroma v naslednji oddaji bova pa z Zoranom govorila o tem oziroma o 7 temeljnih nasvetih za SEO optimizacijo tvojega bloga. Za konec še tudi, če bi želel to oddajo tudi prebrati oziroma vse linke oziroma vse zadeve, o katerih omenjava in kar je bilo polinkan v videu, lahko greš tudi na našo spletno stran pointout.si/weekly66. Je tako? Tako je. Ok, lepo, da si bil z nama in se vidimo naslednjič. Se vidimo, čao. Why?